Pozdravljeni v podkastu. Nik Škrlec je slovenski igralec, ki v seriji Ja, šef igra glasbenika in kuharja Denisa. Številni mladi so z njim preživljali sobotna jutra ob kvizu Male sive celice, potem pa je z Niko Rozman tudi vodil razvedrilno oddajo Krompir. Ta je v času koronskega zaprtja se preobrazila v Izodrom, izobraževalno razvedrilni program, ki je otrokom pomagal med šolanjem na daljavo. Je pa tudi nekdanji rekorder v pomnjenju števila pi in šampion v sestavljanju Rubikove kocke, tudi med potapljanjem na dah. Nik Škrlec, pozdravljen v podkastu. Živjo, hvala za vabilo in tak dober pregled tega, kaj sem počel v zadnje čase. Sem že skoraj pozabil. Povejte mi, prosim, kaj mora človek narediti, da si lahko zapomni 3141 decimalk števila pi? Kako se tega sploh človek loti in kaj vas je prepričalo, da ste se spustili v to? A se lahko tikava? Daj, ok, super. Ker sva se že, potem pa bo pogovor lepše tekel. V bistvu pri pomnenju je najbolj pomembno, da znamo aktivirati svoje misli na druge načine, kot to počnemo ponavadi. In najboljše je, če lahko svojo domišljijo vključimo, da nam pomaga in s čuti naredimo zanimive podobe. To se da početi na tisoč in en način. Jaz razlagam veliko različnih tehnik pomnenja, ampak ta, ki je meni pomagala pri podvigu z decimalkami, je palača spomina, ki je zagotovo najbolj razširjena, pa tudi najbolj uporabna tehnika pomnenja. Tam pa potem pride v igro še uporaba prostora in dejstva, da je prostor na nek nenavaden način zelo povezan z našim spominom in pa moči naše domišljije. O tem sem že veliko govoril, ampak vedno znova rad predajam to znanje, ker se mi zdi uporabno ne samo v šoli, tudi kasneje. Ta podvig vam je prinesel tudi rekord in potem ste ustvarili še večkrat nagrajeno gledališko predstavo. Kako ste z predstavo o številki uspeli pritegniti gledalce? Ne vem, to je tudi mene presenetilo, ampak od takrat naprej sem bolj samozavesten v tem, da poskušam recimo na odru ali pa kje drugje v vseh prostorih izraza uporabiti netipične teme. Torej, narediti predstavo o tem, kako sem si zapomnil tistih 3000 decimalk, je bilo zame kar nenavadno ali pa pogumno dejanje. Nisem upal tega narediti na začetku. Potem pa, ko sem to dal čez, pa ko je bil tudi odziv dober, pa ko sem videl, da se jaz v tem dobro počutim, sem pa pridobil malo samozavesti in ne vem, tudi zadnja predstava, s katero sem zdaj bil na turneji, Zdrava pamet, je bila poskus tega, se pravi poskus uprizoritve nečesa, kar ni tako tipično. A se da narediti komedijo o možganih. Poskusil sem in sem spet zelo zadovoljen z rezultatom in vedno me pritegnejo te trenutki nenavadnih spojev. In v resnici je to princip, ki ga uporabljam tudi pri pomnenju. Če si hočem zapomniti cifre ali pa karkoli že, vedno poskušam v domišljiji narediti neke nenavadne spoje, ker ti v nas vzbudijo drugačen odziv, so presenečenje, kot pa nekaj, kar smo že videli, kar je pričakovano. Torej, podobno kot dobra šala rabi nek nepričakovan preobrat. Ja, samo da jaz mislim, da pri šalah, to je Gašper Tič enkrat zelo dobro rekel, gre za logična presenečenja, kjer vseeno mora biti ta, rečemo, punchline ali pa presenečenje na koncu, mora biti ustrezno, ampak nepričakovano. Dočim pri tem delu s spominom pa smo samo razmišljamo nepričakovano, nenavadno, izven okvirjev, bolj čudno, kot je, boljše. S pomnjenjem je povezana tudi vaša prihajajoča knjiga, poljudno-znanstveni priročnik o tehnikah za vadbo spomina. Ali nam jih lahko nekaj predstavite? Zdaj omenil si palačo spominov. Kaj bi pa meni recimo pomagalo, da si lažje zapomnim
te vprašanja, ki jih postavljam. Dobra, super, to je pa odlična tema. Zato, ker se tudi jaz velikrat znajdem v tej vlogi, a ne? In tudi sam se potem velikrat poskušam ta vprašanja naučiti na pamet, zato da bo pogovor lažje tekel, oziroma da pač se veva. Pokrijemo vse teme. Tako, da česa ne izpustim. Kako si jaz pomagam? Uporabim eno zelo preprosto palačo spomina. Zdaj pa zelo na kratko. Palača spomina se sliši zapleteno, v resnici je zelo enostavna zadeva. Gre za to, da mi uporabimo eno pot iz življenja, ki jo dobro poznamo, in to je sidrišče naših spominov ali pa naše snovi. Recimo, razporeditev stanovanja doma, ali pa lahko rečeva tudi tega prostora, kjer sva zdaj prišla. Jaz velikrat za intervjuje uporabim lokacijo, kjer sem. Recimo, tukaj sva imela na začetku je parkirišče, potem je en prostor pred 2 stavbama, potem je vratarnica, potem je malo večja avla, pa en čuden dolg hodnik, potem pa sva tu. Zdaj ne, jaz sem naštel 5, 6, 7 stvari. Recimo, da si želiva zapomniti 7 vprašanj. Ta prvo je bilo, kako si človek zapomni teh 3141 decimalk, ne? In zdaj je najna naloga samo, da to vprašanje nekako shraniva na eno od postaj te palače spomina. Če greva po vrsti, recimo na začetku parkirišče. To je parkirišče, kjer je tudi pošta, v Ljubljani poslušalci, gledalci verjetno veste, tam na Cigaletovi, no? Se pravi, specifično parkirišče, dobro si ga predstavljam. Zdaj pa bom to vprašanje pretvoril v nekaj konkretnega. Zato, ker če želimo nekaj obdržati v spominu, mora to biti oprijemljivo in podoba mora biti za nas vznemirljiva. Torej, kako zdaj to narediti, je pa stvar posameznika. To, kar jaz govorim na glas, so ene moje misli, moje asociacije in najbolj to deluje, če to naredi vsak zase, ampak kako bi si jaz zapomnil, da je prvo vprašanje, kako ste si zapomnili te decimalke, bi si predstavljal recimo človeka, ki je zapi, bi si predstavljal kar pito, ker je v angleščini tudi pie, pa bom vedel, da so to te decimalke. Poli pa sam še vprašanje, kako bom vedel, da je vprašanje, kako si zapomnil te decimalke. Bi si pa mogoče predstavljal, da jaz sedim tam z odprto glavo, pa si noter vnašam pite ali pa kaj tazga. To je čudno, ampak ko bom prišel do tega prostora v mislih, bom vedel, kaj je že bilo tle s temi decimalkami, kako si jih je zapomnil. In tako po vrsti. Zdaj pa, tukaj moram povedati eno opombo. To, kar zdaj govoriva, je že kar napredna zadeva. In mogoče, če kdo to posluša, ali pa če ti to poslušaš, si misliš, to je kar komplicirano, ali pa to je ful enega dela za na koncu en zelo preprost rezultat. Jaz vedno poudarjam, da je to pač veščina. In te veščine se da priučiti. Konkretno jaz jo učim ali pa predajam po enih manjših korakih z bolj preprostimi tehnikami na začetku, ki pa so bolj samo asociacije ali pa iskanje čutnih asociacij na določeno temo. No. Lahko še to poveva, da si bodo gledalci malo lažje predstavljali? Vse to bilo pod vprašanje, potem kako, kaj so še druge te tehnike in kako je to v knjigi v bistvu bolj predstavljeno? Torej, jaz vedno rad začnem s tehniko za zapomnjevanje imen, ker je zelo preprosta, pa ker v bistvu vključuje vse elemente vseh kasnejših tehnik, tudi te tehnike za pomnjenje bolj zapletenih stvari palače spomina. Če na hitro pogledava to, jaz predlagam, da pri zapomnjevanju imen, ko spoznamo nekoga, če si želimo zapomniti ime osebe, ki jo srečamo, moramo najprej biti pozorni. To je prva napaka, ponovadi, ko nekoga spoznamo, se ukvarjamo s sabo. A imam zapeto to srajco, v redu, a imam tole zapeto, a sem tukaj še od dežja, ne vem, karkoli, tisoč enih vprašanj, ki nam v bistvu pozornost odvračajo. Torej, prvi korak je sam pozornost. Drugi korak je zanimiva asociacija. Nekdo se mi predstavi, reče Igor. In zdaj, kaj bi bila moja asociacija na ime Igor? Jaz takoj pomislim na Ugorja. Na ribo, a ne? In zdaj, imam eno zanimivo asociacijo, konkretna je, opravil sem delo iskanja asociacije, zdaj jo moram pa sam še nekam shraniti, da jo bom potem našel. In
pri osebah je najlažje, da pogledamo našega sogovornika, sogovornico in zdaj to konkretno asociacijo nalepimo nekam nanj. Recimo, če bi gledal tebe, bi rekel, mogoče si predstavljam, da mu Ugor leze prav tu okrog vratu ali pa skače okrog po glavi. In če si to res predstavljam, če si vzamem 10 sekund, pa če se vprašam, kaj bi videl, kaj bi slišal, kaj bi vohal, kaj bi tipal, kaj bi okušal, če bi se to dogajalo zares, ni teorije, da naslednjič, ko te pogledam, ne bom vedel, da je Ugor skakal okrog tebe in da je Ugor zame bil Igor in da je tvoje ime Igor. To je vedno logika tehnik pomnenja. Snov pretvorimo v nekaj konkretnega, nenavadnega, kar v nas vzbudi odziv, ustvarimo ene podobe in te podobe nekam shranimo. In s tem je čisto enako kot s telesnimi veščinami. Tako, kot smo lahko če dalje boljši v košarki in ko prvič prideš na igrišče, vržeš prosti met na jajčka in se ti vsi smejijo, boš potem čez 5 let mogoče proste mete brez težav zadev v koš. Tako je tudi s spominom. No? In v knjigi v bistvu predstavljam še več različnih tehnik pomnenja v bolj priročniškem vzdušju, duhu. To pa poskušam prepletati z zanimivimi teorijami o spominu in enim poljudno znanstvenim pogledom v to, kako danes psihologija razume naš spomin, kar je pa, to je pa noro. Jaz se naježim, ko sam pomislim na to in končno razumem, zakaj tudi te tehnike delujejo na ta način, kot delujejo in zakaj je naš spomin v resnici nekaj izjemno nezanesljivega za faktografijo. No? Naš spomin ni narejen za to, da bi hranil natančne podatke, ampak za to, da mi sploh vzdržujemo zgodbo v samem sebi, da se znajdemo v času, v prostoru, da lahko razmišljamo ustvarjalno, da lahko predvidevamo prihodnost. To je tako neverjetno. In to, da si mi nekaj zapomnimo na pamet, je najmanj zanimiv del tega. Cool. Kar je tudi uteho, kdaj, ko se nam kaj zatakne. Kdaj pa knjiga izide? Knjiga izide pa aprila 2025. Okay. Trenutno smo v intenzivnem urejanju. Ravno zdaj, preden sem prišel sem dobil nove opombe urednice, ki me vedno znova zabavajo in za katere sem hvaležen, ker upam, da bo s tem knjiga boljša. Super. Torej, večino igralske kariere si preživel na odrskih deskah in med drugim si upodobil 2 slavna Petra, Pana in Klepca. Kateri ti je bliže? To je pa res težko vprašanje, zato ker sta oba na nek način meni ljuba, če govorimo o likih, ne, izven predstav, bolj o zgodbah. Peter Pan mi je ljub zaradi tega trenutka odraščanja ali pa ideje večnega otroka, ki je meni zelo blizu ali pa ki jo tudi pri sebi gojim v neki zdravi različici tega. Peter Klepec pa v tem, pa v ideji poguma in zaupanju vase. Tako da, če bi moral izbirati, če bi me zdaj prav res prevezal na ta stol in bi zahteval, da izberem enega izmed njih, bi rekel vseeno Peter Klepec. Zato, ker je tudi zgodba, ki je iz tega okolja. Peter Klepec, definitivno. Zadnja 3 leta pogosto nastopaš z Boštjanom Gorencem Pižamo v predstavi Reformatorji na odru, ki je prava uspešnica med učenci in dijaki. Zdaj, to za tiste, ki niste videli, gre za izredno zabavno in zanimivo predstavitev pravzaprav učne snovi slovenščine in zgodovine, ki komplementira prav tako odličen strip Reformatorji v stripu, ki ga je Pižama ustvaril z Jakom Vukotičem in pomočjo Kozme Ahačiča. Zdaj, ko sem bil na premieri, je bil tu en huronski aplavz. Kako pa to poteka dejansko z temi predstavami, kamor pridejo potem otroci in mladostniki? Kako sprejmejo to? Pa tudi učitelji. Moja izkušnja zaenkrat je, da zelo dobro. Seveda pa moramo vedeti, da je
igrati za šolsko publiko nekaj drugega, kot igrati za publiko, mi rečemo, za izven. Ker publika za izven si je v celoti izbrala, ali pa v večini so v publiki ljudje, ki so se odločili, jaz želim danes iti na to predstavo. Yeah. Ali pa ljudje, čigar partner je rekel, danes greva na to predstavo. Yeah. In to pomeni, da je vzdušje takoj bližje, oziroma da so ljudje takoj pri stvari. Šolska publika na drugi strani pa je v večini sestavljena iz gledalcev in gledalk, ki so tam, ker jim je nekdo rekel, da grejo to gledati. Yeah. Seveda, pedagoginje naredijo dobro pripravo, kar se vedno pozna, ampak kljub temu je s šolsko publiko fino vstopiti v dialog na mal drugačen način. Moj občutek je, kot da jim je treba vedno znova na nek podzavesten način pokazati, glejte, tole bi mi dva rada izpeljala, to je ta zgodba, a ste zraven. In kadar to uspe, je super in se zgodijo res fini trenutki, dobra energija je in tudi uspeva dijakom, dijakinjam, osnovnošolcem, osnovnošolkam približati zgodbo slovenske reformacije, ki je res dragocena za naš prostor, pa tudi za znanje ali pa razumevanje razvoja jezika, pa naše kulture. Seveda pa, to ne morem lagati ali pa tajiti, so tudi trenutki, ko se na šolskih predstavah kaj zalomi, ko želi kdo mogoče jasno izraziti svoj upor, ko nama kdo dvigne tablico v prvi vrsti in gor riše ne vem kaj vse. To so pa potem stvari, ki jih z izkušnjami tudi prebrodiva na zabaven, duhovit način in pač iščeva stik z gledalci. To se mi zdi najbolj pomembno. Ja. Kako pa je bilo iz desk stopiti pred kamero za Ja, šef in lanski film Nekaj sladkega? A je razlika v komediji, ki jo delaš pred objektivom in tistim, ki jo delaš pred živo publiko? Ja, absolutno, ja. Jaz imam manj izkušenj pred kamero, ampak me tudi to vrsten medij zanima, ker ima enake osnove, ampak druge zakonitosti. In za kar sem zelo hvaležen je, da imam vedno okrog sebe ljudi, ki imajo ogromno izkušenj, pa mojstre, mojstrice tega poklica in se lahko učim od njih. Recimo, ko smo snemali Ja, šefa, sem kar nekaj časa potem preživel tudi v montaži, kjer so vrhunski montažerji in montažerke, se pravi, se lahko učim že od njih. Po drugi strani se pa lahko učim še od vseh kolegov, ker lahko gledam, kako so se oni lotili, naprimer, enega prizora in pogledam vse njihove, rečemo, take, ne vem sploh, kaj je slovenski izraz. Pristope. Ja, oziroma vsak kader, ki se snema večkrat, lahko pa pogledam, kako so to naredili čez več kadrov, oziroma čez enak kader z večjimi poskusi. Tako da zame je razlika kamere proti odru, predvsem v tem, da je na odru odziv hipen, se pravi, takoj imamo povraten odziv tega, ali je ljudem nekaj smešno ali ne, oziroma kako to dojemajo. Pa tudi intenziteta tega, kar počnemo, je na kameri veliko bolj intimna, manjša. Ampak je super, super poligon, super peskovnik. Otrokom ste približali učno snov in učenje na inovativne načine tudi med pandemijo COVID v Izodromu, za katerega moram kot starš povedati, da je bil pravi balzam v tistem kaotičnem času. Lahko opišete, kako je potekalo to v teh bistvu ekstremnih razmerah? Hvala. Izodrom je bil tudi zame balzam, zato ker sem kar naenkrat med epidemijo imel eno sidrišče, imel sem en fokus, ki me je ohranjal bolj pri sebi kot sicer, po mojem. In Izodrom se je zgodil zelo iznenada. V bistvu je bila zelo dobra iniciativa uredništva otroškega in mladinskega programa RTV Slovenije. Zelo hitra akcija, par klicev, en sestanek in dogovorili smo se, snemam, torej v živo gremo, mislim, da celo čez 3 dni ali kaj takega. No? In zaradi tega je imela oddaja mogoče malo bolj raztresen pogon, ampak
hkrati nam je to omogočilo, da smo bili zelo živi pa avtentični in smo lahko zelo veliko eksperimentirali. Tako da je bila to zame neverjetna izkušnja, predvsem tudi žive televizije, ker tega na ta način prej nisem imel izkušnje biti na kameri v živo, kar mi je tudi zelo všeč. Celice so posnete, pa krompir tudi, ali kako? V bistvu smo potem krompir delali v živo ravno zaradi te izkušnje, ampak danes pa je potem krompir tudi posneto naprej zaradi seveda produkcijskih okoliščin in vsega. Ampak ja, male sive celice pa so tudi posnete, rečemo live to tape, kar pomeni, da se snemajo kot da so v živo, samo so posnete. Kaj pa so bili recimo razni pristopi pri izodromu, kako ste distanco opazili, spreminjale so se te pravila sproti, ko ste delali in kako ste v bistvu iskali stik z otroki, ki so bili doma in so naenkrat bili v računalnik in sošolce v malih kvadratkih namesto na igrišču? Mislim, da je moč izodroma tudi zame bila v tem, da sem imel občutek, da imamo res pozitiven vpliv na gledalce in da smo pomembni v danem trenutku. To mi je bila res dragocena lekcija ali pa lepa izkušnja. Posledično je to pomenilo tudi to, da smo se mi morali ves čas spraševati, čakaj, kaj zdaj? A se lahko midva sploh dotakneva? In potem smo izumili neke druge načine, da sva si dajala petke, na nek lightsaber smo dali neki, pa eno plišasto igračko, pa potem je bilo vprašanje, kaj zdaj z maskami, pa kaj s temi pleksi stekli. In iz dneva v dan se je to spreminjalo in iskali smo pač rešitve, kako nekaj narediti, da bo delovalo televizijsko, da bo energija dobra, hkrati pa da bomo dajali zgled glede ukrepov, pa tega, kako bi radi, da se pravzaprav ljudje obnašajo ves čas. Ne? Tudi v zakulisju je bilo zelo veliko razmisleka o ukrepih pa o pravilnem ravnanju. Kako zdaj ti poskrbiš, da bo ekipa, ki je v studiu, se ravnala v skladu s tem, kar priporočamo, z gosti. Skratka, učili smo se iz dneva v dan. No? Hvala, še enkrat. Čeprav gre za kviz, ki promovira, še pred izodromom in krompirjem ste zasloveli z vodenjem osnovnošolskega kviza Male sive celice, ki ga je predtem kar 22 let vodil Pavle Ravnohrib. Kako je bilo stopiti v take velike čevlje? Bili ste zelo mladi in potem kar naenkrat ena institucija, ki jo je treba spremeniti. V resnici je sam ta vstop zame bil relativno lahek, zato ker se je tudi oddaja v celoti spremenila in spet mi je tukaj uredniški premislek res pomagal. Koliko pa je bil tvoj input pri tem? Ne, na sam koncept oddaje na začetku zelo majhen. Potem mogoče z leti sem imel kakšen predlog ali pa kaj takega, ampak na začetku pa je res premislek bil v veliki meri že narejen in sem jaz imel sam to čas, da sem lahko vstopil in tudi, da mi je uredništvo pomagalo z ogromno mentorji pa nasveti. Jaz se zavedam, da sem bil prvo leto zelo trd pa živčen. Tudi zaradi tega, kar se je potem dogajalo. Namreč vstop v Male sive celice je bil zame izjemno zahteven, predvsem zaradi odzivov javnosti. Ker sem res vstopil v eno legendarno vlogo in v delo, ki ga je Pavle Ravnohrib opravljal vrhunsko leta in bil sinonim za to oddajo. In zelo veliko, predvsem odraslih gledalcev, se je potem tudi izrazito negativno odzvalo na to in se tudi name osebno obračalo prek spleta, v komentarjih, v e-mailih, v zasebnih sporočilih. In to je bil zame najtežji del. Peljati oddajo, ki mi je bila všeč, v vlogi, v kateri sem užival, s tem, da sem imel ves čas prvo leto v ozadju, v resnici sovražni govor, pa odzive poslušalcev, ki so bili izrazito jezni ali pa negativni. Ampak mislim, da sem to uspešno prebrodil in tudi potem sem se v oddaji zelo sprostil in pridobil ogromno izkušenj. Pa tudi naučil sem se prvič, kako pravzaprav se sploh soočati z odzivi ljudi ali pa s sovražnim govorom, kar je del našega poklica. Ne? Ja. Zdaj, del tega je bil povezan s tem, da pač je bil Ravnohrib institucija, na nek način del tega pa tudi z
pač govoricami, da naj bi bil ravno hrib zamenjan zaradi nasprotovanja referendumu o istospolnih skupnostih in pač celotni tej agendi. A je bilo tudi pri odzivih, ki so na vas leteli, to drugo plato opaziti? Ne, predvsem sem jaz čutil čist normalno in pričakovano reakcijo enega dela publike, ki je bil zelo navezan na to oddajo. In vse razumem to, ne? Ampak vseeno je pa potem pri izražanju našega mnenja drugemu človeku treba imeti tudi tega človeka v mislih. Sploh na spletu je to kar divji zahod. Pa tudi s Pavletom sva se midva večkrat potem pogovarjala in sem mu zelo hvaležen za to, da mi je pomagal pri tem pristopu oziroma da je spoštoval moje delo in tudi to menjavo. Seveda pa odnos, ki ga je on imel z televizijo ali pa vse to se pa jaz nisem spuščal, ne? In na nek način tudi ni zanimalo. Jaz sem v bistvu vstopil v to delo prek audicije zaradi prenove oddaje in sem zelo hvaležen za to izkušnjo. Sem pa tudi vesel, da sem zdaj zdaj že nekaj let tega, predal naprej. Ne. 9, ampak 10 bo naslednje leto, Čak sem malo. 10 let, odkar sem jaz začel voditi. Ok, dobro. Sem mislil, da je 10 let, odkar sem nehal voditi. Dve ali pa 3, jaz se ne vem. To je bil pa zdaj šok. Dobro. Ja, ne, in zdaj sta pač in Juž, Rok pa Jasna upravljajo super delo in sem vesel, da je spet oddaja šla korak naprej. Ja. Poleg igralske in voditeljske kariere ste v zadnjih letih tudi vse bolj aktivni na spletu prek spletne strani in tudi izredno profesionalnega YouTube kanala. Kakšna je vaša izkušnja s tem pristopom? V bistvu, zakaj si se za to odločil in kako se iz nekega poslovnega vidika to obnese? Jaz imam internet zelo rad, zato ker je vedno bil del moje ustvarjalnosti. V času srednje šole se spomnim, da smo s prijatelji, takrat smo prvič delali bloge, ker sem videl, da ga ima Jonas Žnidaršič in sem si mislil, jaz bi tudi to imel. In potem smo prvič naredili neke svoje spletne strani, ki so v resnici bili blogi, spletni dnevniki. Potem kasneje sem se začel igrati z videom in zelo kmalu tudi, mislim, da na faksu eksperimentiral s parimi posnetki, pa tudi že v srednji šoli. In zame je internet vedno bil peskovnik ustvarjalnosti. Nekaj lahko poskusim in želim oblikovati celoto, ki bo smiselna in bo govorila o tem, kar želim, da govori. Mogoče bo igrana, mogoče bo dokumentarna, karkoli že. Potem pa je prišel čas, ko sem veliko več objavljal na YouTube in ta YouTube kanal je zrasel z mano do te mere, da je danes en močen del moje spletne prisotnosti in ga razumem tudi kot en pomemben del vsega, kar počnem. Zato, ker poleg tega spet, da ostaja peskovnik, da lahko poskušam stvari, da se lahko igram svojo ustvarjalnostjo, je pa to zdaj tudi moj glas ali pa lahko izražam določene stvari ali pa jih predajam naprej in mi ta platforma to omogoča in mi pri tem pomaga. Recimo konkretno na YouTube imam zelo rad vodiče. Jaz sem otrok YouTube, ogromno stvari sem se naučil prek YouTube. Všeč mi je, da lahko danes to delam jaz, se pravi, da učim druge. To je ena stran, po drugi strani pa tudi eksperimentiram s formati. Odkar sem več na televiziji, se veliko sprašujem o tem, kaj sploh je nek format oddaje, ki jo gledamo. In na YouTubeu si dam duška in poskušam različne stvari. Hkrati pa se mi zdi, da me potem to ohranja svežega, aktivnega in prisotnega pri ljudeh. To je ta ustvarjalna plat. Če pa pogledamo poslovno, je pa to tudi zelo zanimivo zaradi tega, ker je splet prvi prostor, kjer sem se jaz moral kot ustvarjalec vprašati, ampak kaj pa zdaj finančno ali pa kaj pa poslovno, kako bom pa to poskušal speljati. In tukaj sem pa zelo bos oziroma slabše mi gre. V resnici za svojo spletno ustvarjalnost denar samo zapravljam. Seveda ga tudi dobivam noter, da ne bo pomote, ampak to razmerje je trenutno precej bolj na tehtnici odhodkov kot prihodkov. Ampak jaz osebno
mislim, da tudi v poslovnem smislu v Sloveniji je prisotnost na internetu v resnici investicija v promocijo samega sebe na nek način ali pa vzdrževanje ene svoje osebne blagovne znamke, ki pa meni osebno pride potem prav na 1000 področjih. Zaradi tega me kličejo podjetja za nastope, za predavanja, zaradi tega me vabijo na šole. Ko pridem na šolo, me pravzaprav mladi največ poznajo po tem, kar delam na spletu, ne po oddajah. Ne po sivih celicah. Ne. Citirajo mi stvari iz YouTube ali pa rečejo, veš tam, ko se je morski pes vate zaletel in tako, ne. Torej, je to zame močno sredstvo v resnici vzdrževanja neke svoje blagovne znamke. In tukaj vidim smisel investicije. Vseeno sem si pa lani želel, da bi tudi finančno YouTube kanal začel neposredno prinašati več. Yeah. Zato sem se tega lotil zelo eksperimentalno, ampak ne vem, če imam glih najboljše rezultate. No? Ja. Koliko pa recimo lahko en slovenski ustvarjalec pričakuje na neko število ogledov prihodkov od YouTubea? Zaslužek na YouTubeu je lahko večplasten. Ampak v Sloveniji je to vseeno precej malo, po mojem mnenju, če komuniciramo ali pa vzdržujemo samo slovensko publiko. Konkretno, moj YouTube kanal služi nekje približno 1 evro na 1000 ogledov oglaševalskega prihodka od same platforme. To je izjemno malo. Ja. To pomeni, da jaz od teh oglasov na mesec dobim od 50 do mogoče 200 evrov, če imamo super meseca. Ne? Ja. V primerjavi z vložki je to več 1000 evrov izgube. Ne? Ja. Ampak to ni edini vir ali pa edina možnost zaslužka. Moramo vedeti, da večina spletnih ustvarjalcev v Sloveniji živi od prodajanja svojega oglasnega prostora drugim znamkam, se pravi bolj ta nek klasičen medijski pristop, kjer ne služimo samo od oglasov na YouTubeu, ampak od tega, da naprimer v mojem primeru trgovina, ki mi je zelo všeč, pa prodaja igrače, pa cirkuške rekvizite, pristopi kot sponzor moji vsebini. To je spet en način. Nevarnost tukaj je, da postanejo naše vsebine preveč zasičene in postanemo katalog oglasov. To meni ni všeč, tega se izogibam. To se zgodi predvsem, ko so te oglasi nerelevantni in ko jih je preveč. Ja. Ampak spet, tu je vprašanje mogoče tudi neke finančne spretnosti ali pa poslovne spretnosti. Ne vem, če je v Sloveniji tega denarja oglaševalskega tako veliko, da bi lahko od tega živeli, ne vem, 100 ustvarjalk in ustvarjalcev na spletu. Nisem prepričan. To je en. Druga možnost, tretja pa je potem verjetno tudi spet promocija lastnih stvari. Moja turneja predstave Zdrava pamet je v veliki meri uspela tako dobro, verjamem, tudi zaradi tega, ker sem delal reklamo samemu sebi na svojih vsebinah. Ja. To je nek hiter pregled financ, recimo, kakor jih trenutno vidim jaz. Se pa zavedam, da nisem niti najbolj izkušen, niti najbolj uspešen v Sloveniji, kar se tiče ustvarjanja na YouTubeu, tako da sem prepričan, da so drugi ustvarjalci, ki mogoče počnejo kaj še boljš kot jaz. Ne? Ja. Ob vseh teh raznolikih projektih, ki se jih lotevaš, me prav zanima, kje te bomo še pa lahko videli prihodnje. Zdaj, znano je, da se vračaš v naslednji sezoni Jašef. Kaj pa še drugega? Ja, moje naslednje leto, jaz vedno poskušam razmišljati tako 1 leto vnaprej. Se pravi, jaz sem zdaj v 2025, se ne vem, kdaj bova midva išla. Kmalu. Kmalu, dobro, pa smo še, torej, naslednje leto, bom precej bolj knjižen, vse se bo vrtelo okrog te knjige, Skrivnosti spomina je zaenkrat delovni naslov. Poleg tega sem oblikoval še eno družabno igro spomina, ki vključuje moje nasvete pa namige za pomnenje in je bolj vstop v svet tehnik pomnenja mogoče za družine ali pa za mlajše. Tako da bom poskušal celo zgodbo peljati okrog vsega, kar vem o spominu. Potem pa za 2026 razmišljam o novi predstavi. Vmes pa seveda kakršni koli projekti, ki se bodo zgodili v televizijskem ali pa v filmskem smislu, tu se malo pustim presenetiti. Sem pa ravno kar zaključil tudi z scenarnico. Spravi,
scenarnico, ki je projekt razvoja scenarija in sem se prvič preizkusil tudi v pisanju scenarija za film, kar je bila pa izjemno dobra, ampak izjemno težka izkušnja. In sem prepričan, da filma ne bom snemal v naslednjih 3 do 5 letih. Ampak vse scenarije ste delali že, oziroma si delal že pri Krompirju in Izodromu. Kakšna je razlika? Ja, ogromna. Torej, dela scenarij za oddajo, za televizijsko oddajo, kjer pišem stvari zase, za Nika Škrleca. In Niko. Ali pa Niko, ali pa pač torej ljudi, ki igrajo sami sebe. Ja. Je zame precej enostavno že. Ampak pisati scenarij zgodbe, scenarij za film je pa vsaj zame izjemno zahtevna stvar, zato ker je treba razmišljati širše, treba je razmišljati o zgodbi, o likih, o prizorih, o strukturi. In vse to nekako imeti v sebi, kar je meni bilo fascinantno. Imam tudi srečo, da je v tej scenarnici poleg mene res ogromno vrhunskih ustvarjalcev in se lahko učim od njih. In prisegel sem, da kot igralec ne bom nikoli več grdo govoril čez scenarij, ko ga dobimo v roke. Ker dokler ne poskusiš tega narediti sam, mogoče sploh ne veš, kako zahtevno je. In tudi, kako dragoceno bi bilo za področje slovenskega filma, če bi lahko še več truda, pa časa, pa denarja porabili za razvoj tega znanja. Seveda konkretno to pomeni lahko več filmov, ampak znanje scenaristike se da razvijati tudi brez snemanja filmov, ampak si pa predstavljam, da je najbolj učinkovito, da se enostavno veliko snema in veliko dela, pa da bo tudi to področje čez čas veliko močnejše, kot je danes. Ja. Zadnjič si mi razlagal o tem pristopu, ki ste ga z Niko Rozman imela pri Krompirju, da sta drugemu pisala scenarije. Kako pa je to potekalo? To je pa ena metoda, ki sva jo razvila slučajno mogoče, ali pa tudi zaradi okoliščin. In je meni bila zelo všeč, ampak tega z nikomer drugim še nisem počel. Poskušam pa kdaj predlagati, ampak ne gre čez. No, ideja je zelo simpel. V bistvu midva sva bila 2 voditelja. Seveda so nama urednice že prej pripravljale vsebino za pogovore, pa tudi kar se tiče strukture pa predlogov daja, tukaj niso bila sama. Ampak uvod pa zaključek sva ponavadi pisala sama, ali pa vsaj v večji meri, pa midva sva vedno želela imeti zadnjo roko tudi čez celotno oddajo, se pravi si napisati po svoje. In kaj sva naredila? V bistvu je bila ideja, da vsak teden piše eden od naju. Recimo, ta teden pišem jaz. Jaz napišem vse replike od začetka do konca in napišem replike za voditelja 1, voditelja 2 in to, kako se pogovarjata in kaj se pogovarjata in kaj se zgodi. Ampak potem pa drugi voditelj dobi zadnjo roko in njegova naloga je, da tudi določi, kaj bo kdo rekel. Se pravi, jaz, ki pišem prvi, ne napišem Nik reče to, Nika reče to, ampak sam napišem en reče to, drugi reče to. Naloga drugega je pa, da potem izbere, kaj reče kdo in popravi, kar želi. In to je bilo zelo dobro, zato ker nam je omogočilo ene prostore nepredvidljivosti, ker si ni bilo tako enostavno napisati sebi stvari in razmišljati samo o sebi, ampak je bilo treba razmišljati o obeh in o tem, kaj se lahko zgodi. In so si pol kdaj tudi kaj podstavljala, kakšne mine, ali pa jaz sem napisal, pa sem mislil, a bo zdaj, jaz upam, da bo to pustila meni, pa da bo ona vzela tisto. Čez čas sem pa začel razmišljati, ne. Dajmo napisati tako, da bo ona imela zelo težko nalogo in se ne bo mogla odločiti, katero od teh 2 pozicij bi raje imela. Ja. In se mi zdi, da je to potem prineslo... Ampak potem imaš tudi ti ful težko nalogo, če... Ja. Da je to prineslo dobre rezultate, ali pa mogoče predvsem zabavo v ustvarjanju, ki pa je pri takem tipu oddaje tudi zelo pomembna. Ja, ker to se je pa vedno poznalo, pa tudi vsi otroški gosti, ki so bili tam, ste jih vključila dosti lažje, ker ste se vidva zabavala. Ne? Ja. Pa mislim, da je pri delu z otroki res pomembno, da se ne obnašamo do njih, kot da so otroci. No? Pač oni so gostje v studiu. In to je bilo meni najlepše. Govoriti z njimi pač o tem, kar želimo, kar oni želijo povedati,
ampak na normalen način, no? Na način, kot bi govoril z vsakim drugim človekom. Danes, ko snemamo, je tak težek dan, ko se začenja tale skoraj monsunsko deževje. In predlagam, da zaključiva z malo bolj aktivno. Tako da bili ste prvak v sestavljanju Rubikove kocke med potapljanjem na dah. Zdaj nimamo bazena tu v studiu, ampak bi demonstrirali eno hitro sestavljanje. Če imaš kocko. Ne vem, če imam kocko s sabo. Mislim, da jo imam. Bom preveril. Bom skočil zdaj iz kadra, lahko? Ok, dobro. Dobro je, malo srečo, ker imam kasneje en nastop in je kocka velikrat z mano na nastopih. Sam še tole bom vrgel, kar ne bo lepo zgledal. Ok. Kakšen je plan? Ne vem, jaz pomešam pa... Lahko, da ne bodo ljudje mislili, da gre za dogovor. To je neka posebna kocka? To je sicer v osnovi bila hitra kocka, ampak je ena izmed teh, ki sem jih uporabljal za sestavljanje pod vodo in pozorno oko bo hitro ugotovilo, da je precej zarjavela. Nimam toliko pozornega. Evo, to mislim, da se strinjamo, da je kar zamešano. Dobro premešana. Ja. Vsaka kocka je premešana, ko naredimo 20 naključnih premikov. In zdaj, kaj jo sestavim? Ja. Bo še kaj, govoriva vmes, ali držim dah? Ali... Ne rabiš držati dah. Zanima me, kako hitro to gre tako, uživo. Ja, to zdaj pa moram priznati, ne? Ja. Jaz sem precej počasnejši, kot sem bil na vrhuncu svoje kondicije. Ja, ker tudi to je nekaj, kar moraš vzdrževati, tako kot atletika. Tako da morate vedeti, da to je zdaj že, to sem jaz upokojenec, rubikaš, zdaj to sestavljam, da ne bo slučajno pol kakšnih pomislek. Da bom kar probal, Ja. Greva. Se v redu, v redu smo, živi smo. Dobro. Takole in takole. En posnetek je, ko Will Smith rešuje Rubikovo kocko. Zakaj sem začel govoriti? Bom tiho, ne smem govoriti. Gre hitreje, če ne govoriš. Boljše, če sem tiho, očitno. Takole. Wow, bravo. No, Will Smith je tudi rubikaš. Ja, on je bil tako... eden izmed prvih igralcev, za katerega sem videl, da zna sestavljati Rubikovo. No? Ker jaz sem se jo tudi naučil sestavljati zaradi ene vloge v predstavi, ki sem jo imel, potem me je pa to obsedlo do neskončnosti. Nik Škrlec, najlepša hvala za obisk v podcastu in veliko uspehov pri vseh različnih podvigih. Hvala za pogovor, lep pozdrav sem.